No in seveda v tej debati sem pa jaz Janezu rekel na stranu, če boš ti nesel cement do Kobile, ga bom pa potem naprej tudi jaz drugi žakelj, ne. In seveda, kaj se je zgodilo, Janezov je uspel ta nošenje do Kobile, to je ta ovink, tam greš za nalobnika, ne. Moj uspel in seveda na vrsti sem bil jaz. In ta nošenje cementa, jaz sem ta cement naložil na Kobili in sem ga nesel na ramu preko Gabrova. Na Gabrovem so me počakali prijatelji, je bilo nekje, ne bom rekel veselica, ampak vse to, domačini, vse so me sprejeli gor. Pravil je pa bil, da žakelj cementa ne smem dati sebe. To pomeni, da sem jaz, ko so mene gor skoraj da na pol objemali, vse to, jaz žakelj cementa nisem smel dati iz hrbta. In nekako mi to uspelo, mislim, da je vse skupaj trajalo približno 1 uro. Predstavljajte se 50-kilski žakelj, imeti na hrbtu 1 uro in hoja iz Gabrova na Lubnik ni nedolžna zadeva, to so skale, to je to, a mi vseeno uspelo mi je in na vrh, ko sem prišel na vrh, se ta cement sem mislil, kako lepo ga bom snel, kako lepo ga bom dal iz hrbta, seveda pomagati mi nihče ni še na vrh ni noben smel in ta žakelj se mi na vrh strgal na rami. In jaz niti zdajle točno ne vem, koliko časa sem potem rabil, da sem se umil, da sem ta cement spravil iz sebe. Žakelj se je pa pretrgal zato, ker sem bil jaz normalno, da sem švical, normalno, da sem bil moker in je bil tudi žakelj moker. Kolikor časa je bil lepo na hrbtu, je bilo v redu, kolikor sem to dal dol, je bilo to. Glejte, to jaz se še danes ne predstavljam, kako je to možno in lahko bi rekel temu, da imam še danes svetovni rekord, kar mi je uspelo. To ni še noben naredil, pa ne zato samo iz moči, pa iz tega, ampak tudi iz miselnosti, kako enostavno, zakaj in kako nes žakelj cementa na Lubnik.